Je pa res, da je recimo taka stanovanjska situacija, kot je zdaj, velik faktor pri tem, da se ljudje odločajo mogoče kasneje ali pa ko imajo neko možnost. Ok, stanovanjska politika, se strinjam, velik faktor. Stanovanja so predraga in to te dejansko lahko odvrne odločitve. Druga stvar je, po meni se zdi, da je nek lifestyle change. Da si ti tudi kaj z otrokom, da ni zdaj tu samo varuška in pa vrtec. Ne. Tudi pri nas nekih zelo velikih ugodnosti bi si jih želel, ampak družine nimajo. Če si ženska, ki raziskuje, se hitro to nad 30 leta prestavi. Če ti hočeš imeti otroka, ne boš rekel 600 evrov plače, pa. Ne, se mi zdi, da ni tako. Se mi zdi, da se je spremenil odnos, pa ne vem, če iz kje je prišlo to, ker to ne drajeva politika, ker je v bistvu skozi ta nek fear of missing out, pa skozi je na počitnicah. Kar pri nas recimo velja, delo od doma, kadarkoli, delo z družino, kadarkoli, to je v bistvu največji plus, ki ga ima. Ampak slišimo zgodbe, ko so ženske izgubile službo, ker so šle na porodniške, so prekinjeno imele potem zaposlitev zaradi tega. To je velik faktor, ne?